Dajmo pogledati vašo napoved, škorpijoni. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, vašo trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo vzeli še dodatne karte in bomo pogledali malo bolj podrobno, da bi dobili kakšen dodaten nasvet ali informacijo. To so splošne napovedi, zato si je potrebno te pomene interpretirati v lastno situacijo po lastni presoji. Kar se ne poistoveti z vami, ignorirajte, vse ostalo pa brez dvoma sprejmite. Ok, dajmo kar začeti. Karte že tle skačejo ven, kar pomeni, da bi se rade pogovarjale čim prej. Tudi pred mešanjem mi je dosti kart padlo ven in vse so bile nekako povezane z veliko, mislim, vse so bile v bistvu iz velike arkane, kar na nek način nakazuje, da ste zdaj v obdobju, ko imate malo vpliva na samo dogajanje. Vse se nekako dogaja namesto vas oziroma za vas. Bomo pa zdaj itak še malo bolj podrobno pogledali, kaj točno se dogaja. Evo, tukaj imamo spet kot trenutno situacijo dve veliki arkani. Ok. Kot splošna energija tega tedna imamo trojko palic. To pomeni, da boste v bistvu ta teden nekako usmerjeni k temu, da najdete nek fokus in da usmerite vso energijo v to, da sprovedete nekaj do konca. Evo, tukaj imamo devetico palic, kar na to še dodatno dokazuje. Zdaj, v bližnji preteklosti je videti, da ste dosegli neko zadovoljstvo. Mogoče se vam je uresničila kakšna želja ali pa ste v bistvu nekako prišli do neke točke, ko ste rekli, ok, do tega sem si želel priti in nekako tukaj ste našli to neko zadovoljstvo. To vam je dalo tudi veliko samozavesti, predvsem pa odločenosti. Videti je, da se niste dovolili, da vas drugi ljudje spravijo s tira, pokazali ste svoje meje, vedeli ste, kaj si želite in tudi k temu, mislim, tudi v to ste bili popolnoma usmerjeni. Zdaj, v trenutni situaciji, tukaj imamo kolo usode in svečenika. V tem tednu ali pa zdaj v preteklih dneh, lahko da za nekatere škorpijone se to zgodi v prihodnjih dneh, je prišlo do nekega velikega preobrata. Torej, nekaj se je spremenilo, na kar niste imeli nobenega vpliva. In to vas je potisnilo v neko fazo stagnacije. Nekako so se potegnili vase in v vsem tem kaosu ste iskali mogoče nek smisel ali pa nekako v tem neredu ste poskušali najti nek notranji red, notranji mir. V prihodnosti imamo kraljico palic in karto smrt. In to nakazuje v bistvu, glede na to, da se tukaj zdaj nekako nekaj spreminja, da se v bližnji prihodnosti nek cikel zaključuje. Ker imamo tukaj kraljico palic, bi jaz rekla, da v bistvu se zaključuje neko obdobje, ki vas je zelo bremenilo, ki vas je nekako vedno potiskalo nazaj, ki vas je ustavljalo, bremzalo. In tukaj je videti, da boste v bistvu nekako prišli do tega nekega zaključka, ko boste lahko bolj svobodno stopili naprej proti vaši želji, proti vašemu cilju. Dajmo torej zdaj malo bolj podrobno pogledati. Tukaj imamo kralja novcev, kraljico palic obrnjeno in asa kelihov. Ok, zdaj tle imamo kralja in kraljico in asa kelihov. In to mi nekako nakazuje v bistvu na odnose, predvsem na romantične odnose. Zdaj, nima veze, kakšnega spola ste, ali ste moški ali ste ženska, ampak nekako jaz čutim, da je to vaša energija. Torej, tukaj ste bili nekako samozavestni, vedeli, nekako ste imeli vse pod kontrolo. Vedeli ste, kaj se dogaja, kaj se ne dogaja. Nekako tudi videti nek uspeh, neko zmago. Nekaj ste v bistvu dosegli v preteklosti in to vam je dalo ogromno tiste energije, da ste v bistvu zdaj prišli do neke stopnje, ko ste nekako zadovoljni. Tukaj je zdaj neka oseba ob vas, to je lahko vaš partner, vaša partnerka in tukaj vidim bolj tako nežno energijo. Zdaj to je lahko, ker je to splošna napoved, so lahko v bistvu vlogi tudi obrnjeni.
Ampak videti je neka lepa harmonija v tem odnosu in jaz bi rekla, da to kar da v bistvu ta oseba, ki je, kako bi to razložila, torej, da je bilo neko izmenjevanje. Recimo, če to gre za neki odnos, nekaj, kar tebi manjka, ti daje tista druga oseba in tisto, kar drugi osebi manjka, daješ ti njej, ne. Torej je neko tako izmenjevanje, neka vzajemnost. In zdaj v ta odnos je prišla neka nova energija, nekaj lepega se je zgodilo, nekaj, kar je v bistvu vas pripeljalo do te sreče, do tega zadovoljstva. In vidimo potem, kakšno akcijo ste izbrali. Evo, tukaj imamo spet kraljico mečev, ki je tudi tale karta. Kar pomeni, da ste v bistvu nekako sprejeli to novost, ki je prišla v vaše življenje in ta novost vam je tudi nekako naredila neki presek s preteklostjo. Tukaj imamo kot izid petico novcev obrnjeno in to nakazuje, da v bistvu vam je to pomagalo priti iz tega nekega obdobja pomanjkanja. Kot da vam je ta dogodek, ki je prišel v vaš odnos ali pa v vašo situacijo, vam je dal tisto neko energijo, da ste pustili preteklost za sabo in da ste se nekako znebili tega občutka, da ste žrtev okoliščin in da ste nekako v sebi našli to moč, da se pomaknete proti nekim novim spremembam, nekim novim obzorjem. Dajmo pogledati trenutno situacijo. Tukaj imamo karto Luna, ki je bila prej spodaj, če ste jo, nisem jo omenjala, ampak mogoče ste opazili. Imamo karto Luna obrnjeno, devetico mečev in štirko palic obrnjeno. Ja, ta neki dogodek, ki je prišel v vaše življenje in je bil izven vaše kontrole, vas je potisnil v to obdobje, ko ste se nekako zaprli vase in nekako premišljevali o tem, kaj pa kako naprej. Zdaj, ta dogodek je v vas vzbudil neke strahove. Nekaj je prišlo na površje, kar ste mogoče dolgo časa potiskali v sebi in to zdaj v vas vzbuja neke skrbi, neke dvome. Tukaj gre lahko tudi za neprespane noči, ker se preveč obremenjujete s tem, kaj pa kako narediti v prihodnosti. Jaz bi rekla, da se vsi te dogodki nekako nakazujejo na vaše temelje. Torej, lahko, če gre to za neki odnos ali pa za neko pač vašo željo, vašo situacijo, tukaj so v bistvu, jaz bi rekla, kot da se je porušila neka celotna slika, ampak nekako temelji funkcionirajo v tej situaciji. Samo mogoče so se neke stvari zgodile, kar vam na neki način, kar vam je dalo občutek, da mogoče ne bo tako, kot ste si vi zamislili. Ampak jaz bi rekla, da so te stvari popolnoma odveč. Dajmo pogledati nasvet in izid. Kot nasvet imamo šestico novcev obrnjeno, ni obrnjena, izid je as palic obrnjena. Ja, jaz bi rekla, da se v bistvu vi tukaj osredotočate na nekaj, kar v bistvu sploh ni pomembno. Zato, ker tukaj, če pogledamo, imamo to petico novcev obrnjeno narobe in tukaj imamo šestico novcev. Zdaj, če pogledate tukaj te dve osebe, gresta nekako v preteklost in tukaj imamo kot nasvet tudi tako dve revni osebi in nekdo, ki nudi pomoč. Tako da jaz bi rekla, da tukaj bi mogoče, če je to recimo nekaj v vašem odnosu, nek problem, jaz bi rekla, da tukaj nekako potrebujete neko osebo ali pa nekaj, kar bi vam dalo, kar bi vam ponudilo pomoč v tem odnosu, v tej vaši situaciji. Torej nekoga, ki bi vam na nek način pomagal. Zdaj, to gre lahko za neko konkretno osebo, lahko je to, najdete recimo na internetu kakšno osebo, kakšen video od neke osebe, ki vam da neki nasvet za vašo situacijo. Ampak videti je, da tukaj bi bilo dobro, da dobite neko drugo mnenje, neko pomoč osebe. Zdaj, če ste recimo v finančnih težavah in če je to vaša skrb, bi bilo dobro, da mogoče tukaj nekoga vprašate za finančno pomoč, ker se bo zagotovo nekdo našel. Če gre to recimo za težave v odnosu ljubezenskem, lahko pomeni to, da greste pač do nekoga, ki vam, pač do nekega svetovalca za odnose recimo. To ni nujno, da je to zdaj
odvisno, kakšne so vaše situacije. Če to gre za nek tak prepir, ki ni tako zdaj ful pomemben, ali pa pač nek konflikt, ki ni tako drastičen, ni treba, da greste do nekega svetovalca. Lahko vprašate prijatelja, lahko vprašate, ne vem, starša ali pa kogarkoli, da vam nekako ponudi nek pogled iz drugačne perspektive in vam s tem da pomoč, da v bistvu greste naprej. Kot izid imamo karto asa palic, kar je videti, da definitivno, če boste upoštevali ta nasvet, če boste poiskali neko pomoč ali pa nekoga, ki bi vam tukaj lahko nekaj ponudil, da bi vam pomagal, boste s tem dobili neko novo energijo in boste premagali vse te konflikte. Zdaj tukaj imamo asa palic, tukaj pa imamo kraljico palic in tu mi govori, da v bistvu v prihodnosti boste potem dobili ta dogodek, vam bo dal tisto stvar, da boste lahko tako svobodno zaplesali kot ta kraljica, ki drži to palico v roki. Dajmo zdaj pogledati še prihodnost in kaj lahko pričakujete v prihodnjem tednu oziroma v bližnji prihodnosti. Tukaj imamo karto hudič obrnjeno, devetico novcev obrnjeno in karto norec. Zdaj tako, karkoli je ta situacija, ki vas trenutno bremeni, jaz bi rekla, da ta pomoč, ki bo prišla do vas, vam bo dala vam bo dala v bistvu zavedanje, da se te situacije, nekako boste dobili idejo, kako bi se te situacije znebili oziroma kako bi to situacijo zaključili. Definitivno bo potrebno veliko dela še na tem. Dela v smislu, da si nekako sami, da nekako najdete tisto, da si nekako izostrite, kaj si sploh želite. Nekako tako bi rekla. Zdaj, če spet pogledamo, tukaj imamo ta dva, ki pol dobita neko pomoč. In pol, če pogledamo tole karto, ta tretjo, hudiča obrnjenega narobe, je tukaj videti kot to neko osebo, ki ima moč nad tema dvema. Zdaj, kar mi je nekako padlo na pamet, bi lahko bilo, da ta oseba, ki vam bo dala to pomoč ali pa ta nasvet, da se zna zgoditi, da bo v bistvu vplivala na to, da boste to situacijo zaključili. Ja, tukaj se definitivno vidi nek zaključek, ker imamo devetico novcev in karto norec. Norec nakazuje na to, da v bistvu greš naprej svobodno proti nekim novim obzorjem. Devetica novcev pa v bistvu nakazuje na to samozadostnost. In jaz bi rekla, da boste tukaj uspeli prepoznati, kaj narediti v tej situaciji, da greste svobodno naprej. Zdaj, recimo, če gre tukaj za nek zelo težek odnos, ki se je nekako, to je lahko ljubezenski, lahko je prijateljski, lahko je poslovni, ki se nekako zdaj spremenil, ki vam povzroča neke skrbi. Tukaj vedeti, da boste našli neko novo znanje ali pa nek nasvet, ki vam bo pomagal, da se te situacije znebite, da s to osebo zaključite, da tukaj naredite res tisti presek in se svobodno podate potem naprej. Nekaj vas še tukaj bremeni, nekaj vas še ustavlja. In kot karto smrt tukaj je videti, da boste v bistvu ta del nekako zaključili in ga odmaknili iz svojega življenja. Dajmo pogledati še, evo ja, mislim, res zanimive karte. Okej. Zdaj imamo tukaj kot nasvet karto zaljubljenca in kot izid stolp obrnjen narobe. Zdaj, glede na to, da imamo tukaj karto zaljubljenca, jaz ne bi rekla, da bo recimo kateregakoli odnosa tukaj, mislim, da bi zdaj bil konec odnosa mišljen v smislu konec, da gresta obe osebi vsaka v svojo smer, zato ker
imamo tukaj karto zaljubljenca. In tukaj mi govori bolj to, da bo v bistvu konec nečesa, kar v tem odnosu ne funkcionira. Nekaj, kar vas v tem odnosu omejuje, to boste nekako škorpijoni znali nekako odstraniti svojega življenja in tukaj boste potem svobodno stopili naprej v to novo poglavje v odnosu. Zdaj, kot izid imamo karto stolp obrnjeno narobe in jaz bi rekla, da bo v bistvu prihodnji teden za vas, glede na to, da imamo tukaj tudi 1, 2, 3, 4, 5 velikih arkan, da bo to tak teden, ko bo dosti stvari izven vaše kontrole. Ampak jaz mislim, da se boste v bistvu s tem dogodkom pravzaprav rešili tega stolpa, ki bi sicer recimo nekateri škorpijoni, ki ne bodo tukaj našli te pomoči, ki se ne bodo tukaj odstranili, ki ne bodo zaključili te situacije, definitivno bo potem v bistvu vesolje naredilo svojo intervencijo. Vesolje, Bog, življenje, karkoli pač verjamete. Jaz temu rečem, kadar recimo mi ne upoštevamo, kadar ne poslušamo tega svojega notranjega glasu, kadar gremo neki po svoje glavo naprej in gremo v napačno smer, potem v bistvu vesolje naredi intervencijo in dogodke spremeni tako, da v bistvu nimamo druge izbire, kot da gremo na pravo pot. In jaz mislim, da tukaj boste škorpijoni nekako znali nekako to zaključiti in svobodno iti naprej, ampak tukaj ne bi rekla, da gre za prekinitev odnosa ali pa prekinitev recimo zaposlitve, prekinitev z vašo željo, ampak gre bolj za to, da se znebite nečesa, kar vas je prej pri tem zelo obremenjevalo. In s tem, ko se boste tega znebili, bo prišel nek dogodek, ki bi lahko na vas negativno vplival, ampak ker boste že prej razčistili neke stvari, se boste iz tega dogodka v bistvu zelo lepo rešili. Dajmo samo pogledati, kaj bo ta dogodek, toliko, da se lažje pripravite. Kaj se tukaj zna zgoditi pri tem stolpu. Imamo desetico novcev obrnjeno, svečenika obrnjenega in asa novcev obrnjenega. Zdaj tako iz teh kart bi rekla, da ta stolp na nek način bo odstranil iz vašega življenja nek balast, za katerega ste mislili, da ga potrebujete, ampak v bistvu ga ne. In mogoče se v bistvu že zdaj nahajate nekako v teh energijah, te stvari se že odstranjujejo, ker imamo tukaj karto svečenika, ki se nanaša na to, mislim, to sta dve isti karti in je v trenutni situaciji, tako da zelo možno je, da se že zdaj to dogaja v vašem življenju, že zdaj nekatere stvari zapuščajo vaše življenje, ampak to vam hkrati daje moč, da se pomaknete proti res tistemu bistvenemu. Da ves ta balast, ki je tukaj, pač to so karte novce, drugače imajo te karte druge pomene, ampak glede na to, da imamo tukaj to karto stolp in da razlagamo, kaj se tukaj dogaja, bi iz teh kart razbrala, da se bo ta ves balast, karkoli pač to je, odmaknil in tukaj pride res tisto bistvo. Pomikate se proti bistvu in to zaključujete, vse to, česar tukaj več ne potrebujete. Škorpijoni, hvala, ker ste ostali z mano do konca. Želim vam lep in prijeten teden.